Jaz bi vas pozdravil v zavetišču za zapuščene živali Ljubljana. Sem Marko Oman, vodja zavetišča in vam z veseljem predstavim zavetišče vam in širši javnosti. V zavetišču v glavnem sprejemamo pse in mačke, pa tudi druge hišne živali, kot so hrčki, sobne ptice, kunci in podobno. Sprejemamo okrog 2200–2300 živali na leto. V letošnjem letu smo sprejeli že 1000 mačkov in pa 190 psov. Število psov vsako leto manjše. Od leta 2003, odkar zavetišče, 2002, ko je bilo ustanovljeno, sprejema pse, je praktično število sprejetih psov pol manjše, medtem ko število mačkov ostaja pa visoko, sicer tam okrog 1800 mačkov na leto. Število zapuščenih živali je odvisno od tega, v katerem letnem času smo, in sicer število psov je največ izgubljenih v mesecih december in januar. To lahko na en način enačimo v mesecih tam okrog novoletnega praznovanja, predvsem kot pobegi oziroma zaradi petard, zaradi metov oziroma tudi zaradi dopustov in pa v tistem času se tudi psi ženijo. Kar se tiče pa sprejema mačkov, je pa slika povsem drugačna, in sicer največ mačk sprejemamo v poletnih mesecih oziroma zdaj pa nekaj meseca junija do oktobra, ko je sezona mačjih mladičev. V tem času sprejemamo tudi do 250 mačkov, tudi več na mesec. Najprej poskušamo najti svojega lastnika. To je naša želja, da vrnemo žival čim prej lastnikom in pregledamo živali, če imajo kakršnekoli znak lastništva. Najbolj pomemben seveda mikročip. Vkoliko mikročipa ni, pa potem kakšna tetovaža, vratnica s telefonsko ali karkoli podobno. Vkoliko lastnika ni mogoče najti, potem vse živali fotografiramo in objavimo na naši spletni strani. Tako da vsi tisti, ki slučajno pogrešajo žival, lahko tudi na naši spletni strani preverijo, če je pri nas. Potem, vkolikor lastnika ne najdemo, vse živali v 24 ur pregledamo veterinarsko. In seveda, če so živali bolne, poškodovane vidimo hransko oskrbo, vsem živalim odpravljamo notranje in zunanje parazite, jih cepimo proti kužni bolezni in za določeno obdobje, psi najmanj 10 dni, mački najmanj 14 dni, namestimo v karanteno. Ko ta karantena mine, jih cepimo vse tiste, ki je potrebno, oziroma se dovolj stavijo tudi proti svetlini, in pa vse živali pred oddajo steriliziramo oziroma kastriramo. Označimo z mikročipom in pa izdamo potni list. Torej, živali, ki so pri nas na voljo, so, tako rečem temu, kompletno servisirane. Veliko jih ogleda žival, oziroma se izbere žival že na podlagi spletne strani, na podlagi fotografij, ki jih imamo objavljene. Po drugi strani pa seveda vsakogar vabimo, da se nas obišče v zavetišču, da si žival ogleda v živo. Pri tem izpolni vprašalnik, na podlagi katerega govorimo, da vidimo, kakšne želje ima, kakšne možnosti ima, kaj lahko ponudi oziroma kaj mi lahko njemu ponudimo. Namreč mi si želimo, da živali izberemo čim bolj primernega lastnika in s tem seveda povečamo verjetnost uspešne oddaje kandidatu za posvojitelja. Ponudimo tudi podpis pogodbo, s katero se uredi vse medsebojno dogovarjanje, to se pravi, kaj mi ponujemo, kaj pričakujemo in kdaj se, da tudi posvojitelji vejo, kaj se obvezujejo. Dobijo tudi vse dokumente od živali, se pravi potni list, potem tudi vsem svetujemo, kako skrbeti žival naprej. In prispevajo zavetišču, lahko rečemo temu, simboličen znesek za posvojitev. Sicer trenutno znaša nekaj več kot 25 evrov za mačka in nekaj več kot 50 evrov za psa. Mestna občina Ljubljana je lastnik, letnik zavetišča in tudi zagotavlja financiranje zavetišča v glavnini.
90% sredstev pridobimo od sredstev Mestne občine Ljubljana. Ostalo dobimo še od druge občine, to je občina Brezovica, katero tudi pokrivamo, in pa iz lastnih sredstev. Kot sem že vse naštel, kar se tiče oskrbe živali, potem tudi seveda ljudje, materialni stroški, vzdrževanja, ogrevanja in pa nenazadnje tudi drugih storitev. Lahko rečemo, da vsaj v prvem mesecu dni vsako žival vložimo najmanj 300 do 400 evrov. 350 do 400 evrov na žival, tako mačka kot tudi psa. Namreč da opravimo vse posege. Največkrat nas sprašujejo, ja pa hrana, to verjetno vas največ stane. Dejstvo je, da je hrana še najmanjši strošek pri vsem temu, da je v bistvu vsa druga oskrba precej višji strošek. Na letni ravni tako zavetišče potrebuje okrog pol milijona evrov. Če to delite z 2300 živalmi, ugotovite, da to sploh ni tako veliko. Treba se zavedati, da tolikšno oskrbo lahko nudi tudi potrebno število ljudi, tako da nas je v zavetišču zaposlenih trenutno 9. In pa imamo še, ker je še del živalskega vrta, tudi vodstvo v živalskem vrtu, potem tudi podporo, kar se tiče vzdrževanja in računovodstva. Skratka, gre za kar precejšnji aparat. Imamo sprehajalce psov, imamo začasne skrbnike. Vsak, ki kaže interes, ima znanje oziroma vsaj sposobnosti in pa ima seveda dovolj časa, se nam lahko pridruži. Vendar je pri tem treba upoštevati, da so sprehajalci lahko samo tisti, ki opravijo izpit oziroma ki opravijo najprej tečaj, ki ga organiziramo mi. Namreč s tem želimo, da vsi oskrbujejo oziroma sprehajajo, lahko rečemo temu tudi vzgajajo pse iz zavetišča na enak način, kar je zelo pomembno pri uspešnosti vzgoje psov. V tem času živali potrebujejo, še bolj kot ljudje, potrebujejo hlad, potrebujejo senco, potrebujejo svežo vodo, zato dajmo to zagotoviti ves čas. Priporočamo vsem sprehajalcem psov, da se na sprehod odpravljajo v zgodnjih jutranjih urah oziroma poznih večernih urah, da psov ne izpostavljajo soncu. Najbolj pomembno, kar je že velikokrat poudarjeno, ne puščajo psov, ne enih drugih živali v avtomobilu, niti v senci ne. Zares je ogromno število mačjih mladičev zapuščenih, zato še enkrat polagam na srce vsem tiste, ki imajo mačke doma, ki niso sterilizirane, da dajo sterilizirati, naj jih ne bo strah, da bo mladičkov zmanjkalo oziroma da ne bo mogoče dobiti več z nekoga drugega mačkov, kot je ljubljenčka. Kot vidite, v zavetišču jih imamo ogromno. Vsi čakajo, kome čakajo, da dobijo novi dom, da dobijo novega skrbnika, tako da vsi, ki so zainteresirani, vsi, ki razmišljajo o tem, da bi pridobili novega hišnega člana, vabimo v zavetišče, da si pridejo gledati in morda najdejo novega prijatelja prav pri nas.